Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Gozd Martuljek letos praznujejo 80-letnico delovanja. V petek so na območju komunale v Tabrah najprej izvedli sektorsko gasilsko vajo. Z vajo smo hoteli se spoznati z objekti. Sam kot strokovni delavec in pa poveljnik PGD Gozd Martuljek sem želel tudi celotni zvezi predstaviti, kakšno je stanje oziroma s kakšnimi objekti se srečujemo v občini, da se spoznajo v primeru resne intervencije in pa požara, ki je, bi rekel, mogoč, da se spoznamo z objekti. V občini Kranjska Gora imamo seveda več gospodarskih objektov. K temu lahko prištejemo tudi turistične objekte. V turističnih objektih smo vaje že izvedli in to z veliko mero, profesionalnosti in tudi dobro izvedene vaje. No, za to vajo pa smo se seveda odločili zato, ker poznamo situacijo tudi v Sloveniji, kaj se je dogajalo tudi v zbirnih centrih. In seveda ta gospodarska družba kot komunala Kranjska Gora ima tudi del zbirnega centra. Tu se nahaja sicer nekaj malega, ampak res malega nevarnih snovi, ampak kljub vsemu so v zbirnem centru vnetljive snovi. In seveda prav je, da se pripravimo, da vemo, kaj nas čaka, če to gospodarsko družbo doleti nesreča, ki bi lahko imela, recimo tu za nami vidimo tudi gozd, ki bi imela lahko za posledico širjenje požara tudi v naravo. Ja, jaz sem zelo vesel, ko se je na naši komunalni bazi ali na našem podjetju oglasil poveljnik PGD Gozd Martuljek Grega Mihelič in predlagal, da bi to vajo speljali, sektorsko vajo, občinsko vajo na naši poslovni bazi komunala, na vseh treh segmentih, tako na zbirnem centru, reševanje na čistilniku, tudi reševanje v našem poslovni stavbi. Za nas je to velikega pomena, predvsem tudi to, slišali smo že, pa lahko smo priča požarom, ki so se dogajali po Sloveniji in predvsem je velikega pomena za nas, da se naši domači gasilci spoznajo s postavitvijo in s vsebinami, ki jih imamo tukaj na komunalni bazi, ki so tudi delno vnetljive. Res, da delamo vse na tem, da do tega ne bi prišlo, vendar nesreča nikoli ne počiva. Za nas je velikega pomena, da naši lokalni gasilci vedo, kje se kaj nahaja in v primeru požara vejo tudi reagirati. Na tem prostoru so tri mogoče specifike oziroma tri specifični objekti. To je ena čistilna naprava, na kateri lahko nastane eksplozivni plini, potem upravna stavba, kjer se izvaja ostala dejavnost in pa shramba, bi rekel, nevarnih snovi, ter kakor v zadnjem letu, bi rekel, sam zbirni center, kjer je manjše, bi rekel, ne nevarne snovi, ampak lahko vse nevarnosti, ki so, bi rekel, na tem območju. Vaja poteka tako, kakor je, bi rekel, na sami lokaciji, sami vodje oziroma poveljniki so vedeli zelo malo vaji. Želel sem, da se tukaj na sami lokaciji točno ogleda in seznani z objektom ter, bi rekel, postopa po postopkih, ki jih poznamo pri gasilcih. Vsi te gasilci so usposobljeni za te postopke, jih obvladajo, bi rekel, tudi od Garsa iz Senice, ki je še bolj sposobljen za te zadeve, do, bi rekel, naše osrednje enote Kranjske Gore in pa ostale društva prve kategorije, ki poznamo te postopke in po njih delamo. Ja, moram reči, da ta vaja, v kateri sodelujejo enote Gasilske zveze Kranjska Gora, seveda tudi Gars iz Senice kot naša podpora, če tako rečem, in tudi enota Krašnje, ki je povabilo prostovoljno gasilsko društvo Mojstrana. Moram reči, da do tega trenutka, ko vaja sicer še ni končana, delujejo zelo usklajeno, zelo dobro. Seveda vaja kot taka je namenjena preverjanju usposobljenosti gasilskih enot v Gasilski zvezi Kranjska Gora, tudi medsebojnega sodelovanja, medsebojne komunikacije in seveda preverjanje uporabe opreme, ki jo te enote imajo. Moji prvi vtisi so, da je vaja res zelo uspela. Na tej sektorski vaji sodelovalo preko 90 gasilcev. Tudi organizacija in vodenje je bilo zelo na nivoju, tako da jaz kot opazovalec nimam nobenih, bi rekel, pripomb ali karkoli podobnega. Lahko pa zatrdim, da smo lahko, kar se tega tiče, v občini Kranjska Gora pomirjeni. Imamo zelo dobre gasilce, zelo dobro operativo, tako da v primeru nesreče tudi vemo, kdo nam bo lahko pomagal. Jaz verjamem, da so tudi v resnici pripravljeni za resnično posredovanje fantje, tako kot danes zgleda. Vesel sem tudi, da so se gasilcem pridružili pobrateni gasilci društva Gozd Martuljek,
pa naši fantje iz gorske reševalne službe, tako da so pokazali, da so res sposobni vseh možnih reševanj. Odlična vaja, ogromno udeležencev, tako da zdaj še dobivamo informacije, koliko jih je. Tako da, tako kot smo si zamislili, tako tudi je. Tako da vaja je urejena z odliko. Zdrav in na svoje mesta. Pozdrav županu. Poveljnik PGD Gost Martuljek, Grega Mihalič, sporoča, da smo zaključili z vajo in pa z intervencijo. Na vaji so sodelovali 9 društev z vozili GV1, GVM, PGD Gost Martuljek, GVV2 in pa GVM Rateče Planica, GVV1 Podkoren, Kranjska Gora, GVC, GVM pa GVC še enkrat, Dovje, GVV1, Mojstrana, GVC 1625, Kars, ALK, GVM pa vozilo za nevarne snovi in pa Krašnja z GVV1 in pa 6 člani. Skupaj je na vaju sodelovalo 78 članov. Hvala. Zvečer so v Gozdu Martuljku imeli še slavnostno sejo, na kateri so podelili tudi društvena priznanja za dolgoletno delo zaslužnim članom društva. Znotraj društva smo se odločili za društvena priznanja. Ta društvena priznanja bomo seveda v okviru Gasilske zveze Kranjska Gora podelili vsem društvam in posameznim organizacijam ter društvom, s katerimi delujemo že dalj časa. Teh je vse skupaj 16. Potem smo se pa odločili tudi za društvena priznanja za naše člane, društvene člane, teh je pa tudi 16 za dobro delo in pa za delo, ki so ga opravljali v preteklosti. Danes šteje društvo več kot 100 članov, od tega je več kot 20 operativnih. Aktivni so tako v vrstah članov in članic, veteranov kot tudi mladine. Danes je društvo moderno in sodobno opremljeno z vso potrebno gasilsko in reševalno opremo in operativni člani so usposobljeni za ukrepanje ob vsakem času in trenutku. Po 15 letih spet načrtujejo nabavo novega in modernejšega ter operativno bolj uporabnega gasilskega vozila. Nabavo naj bi izvedli prihodnje leto, kot je bilo to določeno z dolgoročnim programom opremljanja gasilskih enot v občini Kranjska Gora. Ja, seveda, vsaka praznovanja, ki se pač dogajajo, so nekaj zanimivega. In na to se je treba pravzaprav pripraviti in tudi mi smo se. Zato smo se organizirali na ta način, da sklenemo določene stvari poleg praznovanja in pa nagrajevanja naših tistih najprizadevnejših tudi s pokazno vajo in pa jasno za gasilsko veselico, ki se deli v soboto. Kakšni so načrti, kakšne so vizije za delo naprej? Dela v društvu ne zmanjka. V društvu je vedno dovolj dela za vse. Tisto prvo, kar je predvsem to, da skrbimo za varnost in pa požarni okoliš, v katerem pač delujemo. Zraven pa seveda potekajo tudi vse ostale aktivnosti. Da to lahko počnemo, potrebujemo seveda materialno-tehnična sredstva in v zvezi s tem praktično se nenehoma opremljamo, usposabljamo in tako za drugo leto načrtujemo tudi največjo investicijo, to pa je zamenjava dosedanjega vozila z novejšim vozilom. V društvu deluje mladinska komisija in samo na zadnjem tekmovanju, ki smo ga imeli znotraj Gasilske zveze, smo pravzaprav uspeli organizirati 5 ekip, ki je sodelovalo v tem tekmovanju. To je bilo nekaj za nas nepojmljivega, namreč v preteklosti so bile določene težave, zdaj pa te mladine zmerno več, zmeraj rajši pridajo in se delujejo in se učijo teh veščin. Kaj tisto, kar mlade vleče? Jaz mislim, da je to predvsem tehnika, potem znanje, veščine, zraven pa tudi mečkan straha, kako premagati in kako uspeti, bom rekel, ta ogenj ugasiti, pogasiti in predvsem kako pomagati ljudem. Včeraj je bil v šotoru pri gasilskem domu še slavnostni del praznovanja, ki se je končal z veselico, z ansamblom Mladi Gamsi, srečelovom in zabavnimi igrami.
Gasilci, mirno! Vsem skupaj želim en lep dober dan in vas prav prisrčno pozdravljam. Prav poseben pozdrav pa velja najprej vsem našim članom društva in članom pobrateljnega društva iz Krašne in krajanom Grozd Martuljka. Prav tako v naši sredini pozdravljam našega župana Janeza Horvata. En aplavz, prosim. Podpredsednika Gasilske zveze Slovenije in predsednika Gasilske zveze Gorenjske, tovariša Jožeta Derlika. Prav tako našega poveljnika Gasilske zveze Jožefa Lavtižarja. In pa seveda vse predstavnike društev in ostale goste ter vse nastopajoče. Dobrodošli. Ja, kateri so bili tisti prelomni trenutki v zgodovini našega društva? Teh je bilo seveda od ustanovitve društva več. Člani društva in krajani so se veselili vsake pridobitve, še zlasti, če je šlo za gasilsko opremo ali novo vozilo. V vsakem obdobju delovanja društva so se pač pokazale različne potrebe. Najtežje je bilo zagotovo ob začetku delovanja društva. Opreme in sredstev ni bilo. Vsak krajan in član je prispeval, kar je pač zmogel, tako v denarju kot opremi ali delu. Oprema se je takrat hranila doma, zato je kaj kmalu nastala potreba po izgradnji gasilskega doma. In ta se je začela hitro, na podarjenem zemljišču, na katerem stoji tudi današnji gasilski dom. Kmalu so gasilci nabavili novo brizgalno črpalko, zatem novo gasilsko vozilo, saj so bile izkušnje s starimi vozili zelo slabe. Med gasilci in krajani je bilo vedno veliko solidarnosti in pomoči, zato se je društvo lahko razvijalo. Tako je leta 1990 nastala tudi potreba po gradnji gasilskega urodišča v Srednjem Vrhu, kar je bilo z vidika požarne varnosti zagotovo velik premik. Članstvo je naraščalo, izboljševali sta se opremljenost in usposobljenost gasilcev. Velik razvoj pa je gasilstvo v dolini začelo doživljati po ustanovitvi nove občine Kranjska Gora in samostojne gasilske zveze Kranjska Gora. To je prineslo še boljšo opremljenost in bolj enakomeren razvoj gasilstva v dolini. Danes martuljški gasilci domujemo v sodobnem gasilskem domu, ki je bil zgrajen pred dobrimi 10 leti. Prav tako kot včasih že načrtujemo zamenjavo starega gasilskega vozila z novejšim in bolj operativnim. Ta ne bi se zgodila v kratkem. Menjava generacij se je v naši vasi pokazala kot dobra, prav tako skrbimo za razvoj podmladka in članic, kot tudi za medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. Torej, ob 80-letnice delovanja imamo v društvu marsikaj pokazati. Danes šteje društvo več kot 100 članov, od tega jih je več kot 20 operativnih. Aktivni smo tako v vrstah članov in članic, kot veteranov in mladine. Danes je društvo moderno in sodobno opremljeno, z vso potrebno gasilsko opremo in operativni člani so usposobljeni za ukrepanje ob vsakem času in trenutke. Po 15 letih spet načrtujemo nakup novega in modernejšega ter operativno bolj uporabnega gasilskega vozila. Nakup naj bi opravili v letu 2019, kot je bilo to določeno z dolgoročnim programom opremljanja gasilskih enot v Gasilski zvezi Kranjska Gora. V sedanjem mandatu se je članstvo v upravnem društvu precej pomladilo, število članov pa zmanjšalo iz 13 na 9, predvsem zaradi njegovega delovanja. V polnem je zaživelo delo z mladimi, veterani tako ali tako ne popuščajo, večina mlajših članic je postala mamic, a priprave na praznovanje društva so jih znova združile. V opisu in pregledu kronologije delovanja društva sem v strnjenem obsegu navedel predvsem tisto, ki temelji na njegovem zgodovinskem razvoju in delovanju v teh 80 letih. Zaslužnih za njegovo delovanje je nedvomno še več in verjetno v vasi ni gospodinjstva, ki ne bi tako ali drugače pripomoglo k njegovemu razvoju in delovanju. Zato naj se ob tej priložnosti zahvalim prav vsem, ki so nam kakorkoli pomagali in sodelovali. Zato še enkrat vsem najlepša hvala. In ob koncu ne pozabimo vseh tistih, ki jih ni več med nami, vendar se njihov rod in delo nadaljuje z njihovimi potomci, ki širijo vaše in naše poslanstvo še naprej. Zatorej, hvala vam, tovariši, za vse. Z gasilskim pozdravom na pomoč.
Društvo prijateljev mladine Dovje Mojstrana je včeraj pripravilo delavnice za otroke. Ob 240. obletnici vzpona na Triglav so obarvali zastave, izdelovali piščalke, postavili pa tudi možice. Društvo prijateljev mladine Dovje Mojstrana, Turistično društvo Dovje Mojstrana in tudi občina Kranjska Gora smo letos pripravili otroške delavnice tukaj na Trgu Olimpijcev v Mojstrani. Otroci lahko izdelujejo različne zastave, saj smo se spomnili 240. obletnice prvega vzpona na Triglav. Zastave rišejo otroci z vsega sveta, potem izdelujemo možice, nekateri otroci izdelujejo tudi frače. Delavnice pripravljamo že 5. leto in vsako leto imamo več obiska. Kot vidite, otroci ustvarjalno preživljajo svoj prosti čas, se zabavajo in se tudi družijo s svojimi vrstniki. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Poletne počitniške delavnice Morski svet bodo ta teden od 13. do 14:30 minut potekale v knjižnici v Kranjski Gori. Vodi jih Mojca Ahčin Rozman, delavnice pa so brezplačne. V okviru poletja pod Vitrancem bo v petek ob 20:30 minut na trgu pred cerkvijo nastopil Shakespeare. V nedeljo, prav tako ob 20:30, pa se bo predstavil še Anže. Na rajže po poteh triglavskih pravljic se znova lahko odpravite v soboto ob 10. Slovenski večer na Trgu Olimpijcev v Mojstrani bo v soboto z začetkom ob 18. Nastopil bo Zahod band z Mašo. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani tudi letos pripravljajo planinske ustvarjalnice ob sobotah od 7. julija do 25. avgusta ob 9. uri. Delavnice so primerne za odrasle, za otroke od 7. leta, mlajši naj pridejo v spremstvu staršev, in tudi za družine. Za pohod je zaželena primerna planinska ali pohodniška oprema, pa tudi nekaj malice. V ceno delavnice sta vključena material in skromna malica. Zbirno mesto bo vedno pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. V soboto bo prva delavnica Filcamo planinske rože. Drage gledalke in gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni Kroniki tedna. Želim vam prijetne dopustniške in počitniške dni, ki so pred vrati. Tudi naša ekipa se zdaj odpravlja na dopust, tako da se znova vidimo konec meseca julija. Lepo se imajte, srečno!